Pozdravljeni. Po dolgih zamudah ter predstavitvi samo barvne sheme smo na kratkem shakedownu na progi v Silverstonu lahko uzrli pravi F48. Kako izgleda in kakšne so njegove lastnosti, kot običajno v naslednjih minutah. Lahko bi dejali končno, tudi pri Williamsu so izjemno na kratko pokazali njihov letošnji bolid za svetovno prvenstvo Formule 1. In mi, navdušenci, lahko sedaj nekako tudi zaključimo analize, kar se tiče predstavitev vseh ekip, ki jih bomo spremljali v tej sezoni. Na progi v Silverstonu so opravili tako imenovani shakedown, torej tiste začetne kroge, za njihov F48. Nato so seveda material pospravili in ga takoj poslali na progo v Bahrein. Tam po mojih podatkih naj bi imeli 10. februarja rezerviran snemalni dan, kjer bodo skušali nadoknaditi zamude. In preden se spustimo v malce bolj podrobno analizo, je treba poudariti, da Williams F48 je bil predstavljen v tisti barvni shemi, ki je bila sprva namenjena testiranju v Barceloni. Zato naj vas ne čudi, če vidite drugače pobarvan bolid od onega, ki so ga predstavili pred nekaj dnevi. In tu je treba poudariti še neko malenkost. Namreč ta barvna shema za testiranje je posebne narave. Namreč prej zakrije kakšno obliko, kot da bi jo poudarili. A nič zato. Skušali bomo skupaj razumeti, zakaj pri novem Williamsu gre. In kot ponavadi, začeli bomo na prednjem delu in se bomo pomikali proti zadnjemu. In najprej se seveda zmeraj ustavimo pri obliki nosnega konusa in njegovi konici. In tu je treba poudariti, da vidimo precejšnjo podobnost med Williamsom in Mercedesom 217. V obeh primerih izjemno čokat nosni konus, kjer bi lahko dejali, da so robovi dokaj ravni. Naprimer, za razliko od tistega, kar smo morda uzrli pri Aston Martinu AMR 26. Tudi konica pri Williamsu je postavljena podobno nizko kot pri Mercedesu. To lahko sklepamo po dolžini nosilcev prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Pri Mercedesu so nekoliko zavihani, pri Williamsu pa vidimo, da sta oba nosilca postavljena od kod približno 45 stopinj. Seveda, tu ne moremo mimo dejstva, da tudi pri Williamsu so izbrali tisto skorajda standardno rešitev, kar se tiče sistema dviga in spusta pomožnih aerodinamičnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Torej, isto sredinsko postavitev in edino pri ekipi Racing Bulls so si izmislili nekaj drugačnega. Ampak, če pogledamo sedaj celoten prednji aerodinamični stabilizator, bi lahko dejali, da je dokaj osnovnih oblik, lahko bi dejali, da je dokaj bazičen, in če si ogledamo končne plošče, bomo lahko hitro ugotovili, da sta obe res dokaj enostavni, nedodelani in priznajmo si, da smo videli na testiranjih v Barceloni že dosti bolj ekstremne rešitve.
Seveda ne smemo mimo tistega podaljška tam na plošči, ki sega pred prednje kolo, kar smo videli pri mnogih ekipah, ampak še zdaleč ne pri vseh. A kar se tiče prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, je bilo to vse. Bolj zanimivo se je ozreti k prednji premi. Tam bomo videli, da pri ekipi Williams niso lagali. Na predstavitvi barvne sheme so pokazali tudi podatke o novem F248. In tam je bilo zapisano, da bodo spredaj uporabili geometrijo Fullerov in tako tudi je. Vidimo, da je tisti drog, ki povezuje horizontalni blažilec in seveda samo pesto, postavljen v isto značilno obliko in sedaj imamo 3 ekipe od 11, ki so si izbrale takšno rešitev. Williams, Alpine ter Cadillac. Ampak mi moramo biti kot običajno malce bolj natančni. Poglejte si zgornji trikotnik in kje je vpet zadnji del. Lahko bi dejali, da s tako nizko točko vpetja zgornjega trikotnika so dosegli, da je tisti povezovalni drog in zadnji del trikotnika praktično od spredaj ena in ista zadeva. Seveda to pomaga pri zračnem uporu. In treba je poudariti, da podobno rešitev so pokazali tudi pri ekipi Alpine. Za razliko od tega pri Cadillacu smo videli, da jim ni uspelo praktično prednje preme postaviti tako kot pri Alpinu in predvsem Williamsu, kar zopet kaže, kako je pripravljena ta nova ekipa in zopet opozorilo, naj ne pričakujemo preveč. A sedaj pri Williamsu si bomo ogledali tisto zgornjo hladilno režo, ki je dokaj pravokotne oblike, seveda razdeljena na 3 dele, srednji trikotnik, ki dovaja zrak motorju z notranjim izgorevanjem, in 2 bočni ličnici, ki sta pa precej široki. Ne tako kot pri bolidu ekipe Racing Bulls, ampak vseeno sta majhni. Če si sedaj pogledamo bočni strukturi, bomo hitro ugotovili, da so tam prisotni 2 dokaj obilni hladilni reži, kar bi lahko dalo sumiti, da gre za ozko bočno strukturo. Namreč vidimo dokaj velik pravokotnik in če struktura ni široka, pomeni, da količino zraka morajo uvesti nekako nekje drugje. In seveda tu ne moremo mimo dejstva, da vidimo iz bočnega posnetka, kako je neposredno pod hladilno režo izdolbena površina skorajda v obliki kroga, na vrhu pa vidimo, kot da bi bil zgornji rob podaljšan naprej. Ampak tu zaradi te testne barvne sheme in, dovolite mi sarkazem, izjemne kakovosti posnetkov, lahko samo predvidevamo. A če se sedaj ozremo po samih bočnih strukturah, ki so verjetno ožje kot pri nekaterih konkurentih, bi lahko dejali, da izgledajo dokaj enostavno, kar je zopet po svoje logično. Naprimer, če jih primerjamo z Aston Martinom AMR 26, ne vidimo vseh tistih izdolbin, ker enostavno je struktura tako ozka in tega ne dovoljuje. Ampak po drugi strani se vsaj meni zdi, da sega bočna struktura daleč nazaj. Podobno kot naprimer pri Ferrariju SF26. Čeprav zgornji del svoje, in tu se lahko motim zaradi barvne sheme, tudi malce spominjam že na citiranega Mercedesa
dvojni V17. A videli bomo v nadaljevanju. Če se sedaj malce prestavimo na zgornji del, tam, kjer je pokrov pogonskega sklopa, bi lahko hitro ugotovili, da se hrbtna plavuč začne dokaj zgodaj in je, glede na vse, tudi obilna. Seveda ne gre za tak ekstrem, kot smo ga videli na primer pri Ferrariju SF-26, ampak plavut je dokaj velika. Zagotovo večja od one, ki so nam jo pokazali na renderih pri predstavitvi barvne sheme. In seveda sumimo lahko, da ima Williams F2V48 tudi dokaj krepko bazuko tam v pokrovu pogonskega sklopa. In seveda iz materiala, ki je na razpolago, je moč razbrati le to. Žal ne moremo tu razpravljati o rejku oziroma kotu samega dna nad asfaltno površino, ker ta ni razviden. A imamo neko zanimivost. Ekipa Williams je v zamudi v primerjavi s konkurenco in mnogi, imenujemo jih avtorji, so dejali, da zaradi teh zamud, zaradi neuspeha na crash testu, naj bi bil bolid ekipe Williams nad tisto minimalno dovoljeno maso za kar med 20 in 30 kg. Sedaj, če gre verjeti podatkom, ki so jih objavili pri Williamsu, temu ni tako. In vidimo lahko, da njihova masa je manj kot 5 kg nad tisto minimalno dovoljeno in nekje blizu onemu, kar vidimo pri nekih bližnjih konkurentih, če se lahko tako izrazim. In seveda tu je predvsem na vas, komu verjamete. Ali tistemu, kar objavijo pri Williamsu, ali onemu, kar govorijo neki viri, ki ne dajo absolutno nobenih argumentov. Sam bom raje počakal na kakšne rezultate, predvsem tistega časa na krog, ampak 20 ali 30 kg, se strinjamo, da je res malce pretirana vrednost. A pustimo sedaj to. Kaj bi lahko dejali o Williamsu F2V48? V resnici nič posebnega, nič kaj takega, kar nas bi lahko presunilo. Še posebej ne strani ekipe, ki je dokaj zgodaj ustavila razvoj lanskega bolida, da bi se lahko posvetila letošnji. A po drugi strani, bolj kot je rešitev enostavna, manj verjetnost je, da bo šlo kaj narobe. Vsaj ponavadi je tako. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih. Toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.